Glasba, ples, delavske navade in zgodbe ljudskega izročila. Folklora v nas ohranja stik s preprostimi, a vendarle življenjskimi modrostmi, ki se prenašajo iz roda v rod. Folklorna skupina Bled, ki deluje pod okriljem Kulturno-umetniškega društva Bled, že več kot 70 let ohranja in širi ljudsko izročilo naših prednikov. 20. oktobra pa smo z njimi preživeli folklorno in narodno zabavno obarvan večer na prireditvi Oktober je fest na Bledu v festivalni dvorani na Bledu. Pogovarjali smo se s predsednikom Kulturno-umetniškega društva Bled, Andrejem Begovičem, ki nam je pred prireditvijo povedal več o njihovem delovanju in pomenu folklorne dejavnosti v širši skupnosti. Se pravi, danes se nam obeta en lep večer s folkloro in bo obarvan narodno zabavno, folklorno, plesno, tudi pevsko. Pa me zanima, v bistvu, kakšno je bilo to leto za vašo skupino? Sem videla, da ste šli tudi na praške dneve folklore. Ja, res je. Letošnje leto je bilo kar pestro, imeli smo kar veliko nastopov tukaj na Bledu in v okolici. Podali smo se pa tudi v Prago, letos na mednarodne dneve folklore v Pragi, ker smo bili 4 dni in predstavljali Bled in okolico z našimi plesi in z našo tradicijo. Ja, folklorna dejavnost je res ena specifična dejavnost, kjer se zadnje leta kar spopadamo z manjšimi problemi, da dobimo kakšne nove pare, soplesalce, plesalce. Lahko pa rečem, da mi se kar probamo in najdemo, tako da imamo kar zadostno število parov. Vsekakor pa naša folklora je tudi ena izmed starejših folklornih skupin na Slovenskem, tako da se trudimo in ohranjati tradicijo in naprej peljati folklorno dejavnost v društvu. Definitivno smo narod, ki malo premalo pleše, malo premalo se veseli. Danes smo bolj v skrbeh. Mislite, da tudi folklora pri tem pomaga oziroma na kakšen način? Vsekakor po dolgem delu in delovnem tednu v sobotah, ko imamo vaje, se sprostimo in čisto odmislimo na tiste 2 urce, na vse skrbi, ki jih imamo, drugače pa tudi na nastopih skrbi, kar odletijo stran, tako da je res ena taka dejavnost, s katero se da popestriti svoje življenje in svoj prosti čas. Skrbi ni, je pa veliko vloženega dela, kaj ne? Ja, je kar dosti tudi s tole današnjo prireditvijo, se že kar celo leto pripravljamo delno s plesom, kjer nas vodi naša mentorica Maruša. Tudi glasbeno podlago skrbi Urška Praprotnik-Zupan, tako da se čez celo leto v bistvu pripravljamo določene dele in pol skupaj združimo vse v eno celoto. Pripravljali smo se pa na to prireditev cirka tam 3 mesece pa pol v celoti, da smo sam za prireditev delali. Kaj nam boste predstavili danes, oziroma je to bolj še skrivnost, presenečenje med samo prireditvijo? Pa niti ne. Lahko rečem, da v bistvu predstavila se bosta 2 narodno-zabavna ansambla. Ločali smo to folklorno dejavnost in narodno-zabavno, ker hkrati vemo, da v bistvu, če imamo tudi narodno-zabavne ansamble, tudi imamo večjo udeležbo na dogodku. Folklorni del bo pa obarvan bolj v enem takem folklornem muziklu. Glavna nit bo ena ljubezenska nit, ki bo potekala na dogodku ličkanja koruze, kjer se bosta 2 fanta borila za srce ene naše plesalke oziroma ene punce. Na koncu bomo pa videli, kjer ga bo zbrala. Ljubica moja, kaj si skrila, da ti drugega ljubit greš? Mi smo se včasih tako dejali. Najprej manj je bila Frančka všeč, pa Zobka, na koncu pa Pepce zbral. Za moja, oj, kot si snoč hodila, ljubca moja, oj, kot si snoč hodila, ljubca moja, oj, kot si snoč hodila, da te ni bilo tak pozno domov.
Folklorna skupina Bled se je tokrat na prireditvi predstavila v drugačnih oblekah kot ponavadi. Na večini prireditev se predstavljamo v oblekah, ljudskih nošah, ki jih imenujemo, katere smo naredili po starem fotografskem zapisu oziroma arhivu, katerega smo imeli ali v naših družinah ali v folklornem arhivu. Zdaj se pa predstavljamo v bistvu v oblekah, katere niso bile pražnje in v katerih ponavadi osebe se niso slikale oziroma fotografirale, tako da imamo bolj delovne obleke, ker se vidi, da imamo tudi bertahe, hlače, različne škorne in tako naprej, niso imeli suknjičev. Boste videli na prireditvi, kako bomo izgledali. Mnogokrat imamo ljudje rahlo napačno predstavo o tem, kaj je razlika med folklornim in narodno-zabavnim. Razlika med folklorno dejavnostjo oziroma folklornimi plesi je to, da so v bistvu plesi, ki so se nekoč plesali, jih tudi plešemo mi. Ne uporabljajo se skladbe, ki so znani avtorji, ampak uporabljamo zgolj ljudske melodije in ljudske pesmi. Mogoče se je kakšna melodija malce spremenila, ampak skušamo res na tak tradicionalen način prenašati te stare zadeve in jih ohranjati. Narodni zabavni ansambli imajo pa čisto drugo predstavo in mogoče s temi narodnimi nošami, ki so tudi dejansko eni kostumi, mislim, da so malce naredili napako in mišljenje o folklorni dejavnosti. Da se ljudsko izročilo prenaša naprej, pa je potrebno pridobiti tudi nove generacije, ki bodo s folklorno dejavnostjo širile naše šege in navade ter razveseljevali ljudi, ki obiskujejo folklorno obarvane prireditve. Skušamo kar na različne načine, malce tudi po kakšni liniji prijateljev, po katerih pridobimo nove člane, drugače pa skušamo na kakšnih prireditvah nekoga prepričati, ko vidimo, da pride na prireditev, pa reče, joj, so nas pa kar srbele malo pete, pa rečemo, ja, prid, v soboto imamo vaje ob 8. uri v Gorjanski šoli, tako da ste vsi dobrodošli, pa se tudi kdaj zgodi, da kjer ga dobimo na tak način. No, za konec pa še to. Folklora je velik del naše narodne zavesti, velik del identitete, definitivno tudi izgleda zelo zabavno. Sploh za nas, ki recimo nismo nikoli izkusili sodelovanja pri folklori ali pa videli prireditve. In me zanima, kaj je največje vodilo, ki vas vodi skozi te ustvarjanja prireditev oziroma uživanja v plesu, petju ljudskega izročila. Vsekakor skušamo oziroma se trudimo nekako prenesti te stare običaje in stare navade, da ne bi šle v pozabo. V naši folklori oziroma v našem društvu imamo tudi slogan, da nas vodi ritem srca, tako da zmeraj skušamo srcem početi stvari in probamo poustvarjati zadeve oziroma naše dogodke, naše plese in vse stvari srcem in na najbolj pristan in najbolj tak tradicionalen način. Na prireditvi Oktober je fest na Bled je tudi publiki zaigralo srce. Vsak evro od prodane vstopnice pa bodo organizatorji prireditve podarili društvu za prezgodaj rojene otroke.